če žal svoje imamo 60. Tega to. Ceremonij pa bi ga prosil, če kar začneš. Evo, zbrali smo se, vemo o kakšni priložnosti, ampak točati solze bi bil pleonazem, tako da bomo mi rajši to, kar se da dostojanstveno, pogumno sprejeli, tako kot je to storila tudi gospa Bobnar danes v Državnem zboru in tudi nasploh v teh hudih temih. Veseli smo me, da smo se zbrali, prijatelji, demokrati, ljudje, ki si upam reči, imamo velike zasluge in nekaj talenta in nekaj veselja za demontažo različnih političnih sistemov skozi desetletja. In ta naš večer je pravzaprav enkraten in zgodovinski popolnoma unikum in novum, zaradi tega, ker se nikoli ni zgodil v tem prostoru in v tem krogu, da bi mi branili kakšnega policista, policistko, da ne govorimo o tem, da gre za nekdanjo pravkaršnjo ministrico notranjih zadev. To je seveda zadeva, ki nas spravlja v osuplost, glede stanja te družbe. S to družbo mora biti nekaj popolnoma narobe, če se to dogaja in če mi moramo zdaj braniti gospo Bobnar. In to bomo seveda naredili z najglobljim prepričanjem in seveda z vsem, kar znamo in zmoremo, se pravi z obilo humorja, ironije in seveda glede na hudobijo, ki je bila na delu, tudi seveda bomo uporabili nekaj hudobije. In tukaj se nas je zbrali nekaj dragih kolegic in kolegov, ki bojo prebrali svoje pesmi, odlomke iz proze, iger, kakšno analizo tudi. Tako da predlagam, da kar začnemo in bi rad dal besedo veliki dami, prvi dami, moji dragi sestri Svetlani Makarovič. Izvolite. Rabimo mikrofon, Svetlana. Zdravo. Tukaj imam eno kratko pesem, ki je kot nalašč za nocoj. Nevidna se zdi zla runa, na vodno gladino napisana, a to ni več ista voda. Nevidna se zdi zla runa, v severni veter zarisana, a to ni več isti veter. Nevidna se zdi zla runa, s prstom na vrata začrtana, a ta vrata ne držijo več v isto hišo. S polnimi usti peska govori, kdor se opravičuje. Obžalovanje dejanja ne izbriše. Mislim, da ni treba posebej izgubljati besed, v kolikšni meri so bili ukrepi te nove, še pred kratkim ustanovljene
zaprisežene vlade, ki smo jo vsi volili, zato da bi se znebili prejšnje, ki nam je 2 leti do konca, do dna zagrenila življenje s svojimi ukrepi. In v to situacijo je bila porinjena tudi gospa Bobnar, ki je bila takoj prvi dan Janševe vlade kaznovana, prestavljena v tacensko kazensko kolonijo. In gre za gospo z etiko, s požrtvovalnostjo, neverjetno korektnostjo in seveda spoštovanjem zakona. Tisto, kar vsi, ki smo v tem krogu, in ni nas malo, ki smo se borili za pravice beguncev do azila in do egzila, posebej spoštujemo, je to, da je ukazala rušenje ograj in rezilnih žic na naših mejah. In tukaj, evo, smo ne po naključju, ampak po notranji logiki, tudi vsi 4, ki smo v času velike krize z begunci leta 2015 ustanovili eno akcijsko skupino 5 pred 12, bila Svetlana, Draga Potočnjak, Dušan Šarotar in jaz, in smo takrat v tem istem prostoru organizirali protestne manifestacije v tej zvezi. Pa bi jaz rad svoji kolegice in kolega vprašal, ali mi sprejmemo gospod Bobnar v našo iniciativno skupino za obrambo beguncev. Bomo glasovali. Z dvigom rok. Evo, slavnostno razglašam, gospa Bobnar, da ste sprejeti v akcijsko skupino 5 pred 12. Ampak Boris, pozabil si, da se nam je kasneje še spomenka. Spomenka se je absolutno tukaj, absolutno se je pridružila Aleš Debeljak, tako da je bila to mi smo bili kot iniciativ, evo. In če smo pri spomenki Hribar, s katero seveda mene osebno in mnoge druži dolga zgodovina bojev, tudi nevarnih situacij in velike prijateljske solidarnosti, bi prosil spomenko za par besed. Bom povedala najprej anekdoto. Moj znanec me že dolgo ni videl, pa je šel v tale muzej osamosvojiteljev, pa je tam ena slika tistega podpisa, ko smo podpisali sporazum za plebiscit. Pa je rekel, sem gledal, vsi so stali, ti si pa sedela. Znaš, pa nisem sedela, stala sem. Tako, dobro, jaz bi rada opozorila, da to, kar se zdaj dogaja, kar počne premier in ta koalicija, kar je v bistvu res in presenetljivo in polno razočaranja, vendarle ima neko utemeljitev. S tem nočem reči, da ima pozitivno utemeljitev, ampak ima neko zaledje in to zaledje je problem. Prebrala vam bom odlomke iz 2 pisem. Poudarjam, da sta levičarja, oba. Pa nekaj začnem. Torej, moji znanki je nekdo dal naslednjo razlago njenih dilem ob aferi Bobnar. Prvič, generalnega direktorja policije imenuje ali pač ne imenuje vlada kot kolektivni organ in ne samostojno minister. Pozitivna ocena strokovnosti še ne pomeni, da ga mora imenovati. Drugič,
Če predsednik vlade povabi generalnega direktorja policije na pogovor, ni politično vmešavanje. Dejansko je znankin razlagalec napačno obveščen. Predlog za imenovanje generalnega direktorja policije ima pravico dati ministrica. V drugem stavku, to je, da če premier povabi generalnega direktorja policije na pogovor, ni politično vmešavanje, pa komentira moja znanka takole. Res ni. In si odgovori, ministri so seveda dolžni slediti napotkom premierja in če nočejo, mora premier pač odstaviti ministra. Pri teh besedah sem svojo znanko spomnila na besede in dikcijo 110. člena ustave, ki se glasi: Vlado sestavljajo predsednik in ministri. Vlada in posamezni ministri so v okviru svojih pristojnosti samostojni in odgovorni državnemu zboru. Zakon o vladi sledi temu členu ustave. In dejansko je svojo odločitvijo za vrnitvijo imenovanja šefa policije po ministričnem predlogu premier Golob že odstavil Bobnarjevo. Saj ne more opravljati ministrske naloge brez generalnega direktorja policije, s katerim bi uresničevala sprejeti program. Še znankino mnenje o posebni skupini za varovanje premierja. Varovanje to ni hec. Če iz policije nekdo sporoča ven podatke, kje in kako se giblje premier, v resnici je lahko to smrtno nevarno. Zato premier najbrž ne more čakati, da Bobnarjeva zaključi vse dolgotrajne postopke po zadnji črki zakona, medtem pa ga še naprej varuje ekipa, iz katere, karikirano pravi, morda nekdo sporoča potencialnim atentatorjem, ki se trenutno nahaja. Torej, predstavila sem ene vrsto mišljenje. Gre torej za običajno mišljenje, ki razume samo pragmatično korist. Na hitro, zame, je brez sposobnosti refleksije, zato tak način razmišljanja ni dorasel demokratičnim pravilom, se pravi zahtevi po zakonitosti vsakega ravnanja oblasti. To je semi-revolucionarno mišljenje, samoumevno, nezavedno, avtoritarno, ki služi kot opora in celo temelj desnim ali levim avtoritarcem. In moja znanka v tej logiki zaključi. Trmoglavljenje Bobnarjeve ne kaže na strokovnost, temveč zgolj na uveljavljanje svoje volje, ki ni v korist tej državi in državljanom. Tako obnašanje Bobnarjeve ne odobravam. Bojim se, da bo zasadila tudi nož v hrbet predsednice države, če ta ne bo delovala tako, kot bo ona želela. Kakršnokoli so že njeni argumenti, Bobnarjeva ne sodi na nobeno politično funkcijo, verjetno pa je dobra operativka v policiji. To je eno mnenje. To je to avtoritarno, bi rekla populistično, nezavedno. To je večinsko mnenje, tako da vemo, ne bo levo ali desno. To je podlaga, tako sem prej rekla, ta utemeljitev avtoritarnosti, ki pride prav vsakemu avtoritarcu, levemu ali desnemu. Zdaj bom pa prebrala oceno mojega prijatelja, ki ima 92 let. Je bil visoko v hierarhiji milice, bil je pa tudi med osvoboditelji Trsta. Torej, njegovo mišljenje pa je tako. Mislim, da smo upravičeno zaskrbljeni zaradi dogodkov v vladi. Sedaj ne gre več za osebe, za moralno-politično odgovornost. Pod udarom je pravo. Golob si je privoščil grobo kršitev prava. Enota policije, ki skrbi za varnost varovanih oseb in objektov, je z zakonom opredeljena v sestavu slovenske policije. Tej pa načeluje generalni direktor. To določilo je mogoče spremeniti le z zakonom. Na vladi pa so si dovolili z uredbo izločiti to enoto iz policije in jo podrediti, premestiti v sekretariat vlade. Torej ne gre za osebe od določene izbrane, od nepooblaščene, torej gre za osebe določene izbrane od nepooblaščene osebe. Za varovanje oseb in objektov nosijo uniformo in vse insignije
slovenske policije, niso po njeni sestavi. Za njih ne velja hierarhično policijsko poveljevanje, ker so postali uslužbenci sekretariata vlade. Tako imamo parapolicijsko enoto, ki je napol privatna služba, ali če sem nekoliko zloben, imamo Golobovo vardo. Le kje so naši eminentni pravniki, da se je to lahko zgodilo? Hvala lepa. Najlepša hvala, Spomenka. Jaz se ob tem spomnim Nove revije, seveda tudi vseh težav, ki smo jih imeli v tej zvezi, bila so tudi zaslišanja. Evo, da vam povem tudi eno anekdoto v zvezi s to hišo, recimo, ne. Ko smo ob samosvojitvi, seveda po dolgotrajnih protestih, ki smo jih v tem prostoru organizirali za osvoboditev četverice in Janeza Janše, ne, kar je seveda srečno pozabil. Potem enkrat se pogovarjali s tedanjo policijo in varnostno službo, ne, in smo rekli, da se bojimo, da so tukaj kakšne prisluškovalne naprave, ne. Smo oni to preiskali in so nas obvestili, da so v teh zidovih 3 neodvisni sistemi bili, ne. In so rekli, ampak če vi želite, da mi to odstranimo, bi mi morali prekopati celo hišo in seveda to bi stalo ogromno. In mi smo potem pristali, da so oni to lepo zabetonirali in so obljubili, da ne bojo uporabili. Nisi pa verjel, ne? Tako, no, najboljši način boja zoper prisluškovanje je seveda zmeraj v javnosti povedati hujše stvari, kot jih poveš privatno. Seveda ti tako ne more. Mislim tako. Evo, jaz bi zdaj rad povabil k znanju Milana Deklevo in tukaj bi opozoril na začetke njegovega umetniškega pojavljanja, na zbirko Muši Muši, prvo zbirko Kujev in usporedno na njegovo dirigiranje improviziranemu jazz orkestru pri zasedbi Filozofske fakultete spomladi leta 1971. Tako da, evo, Milan Starborz. Izvoli. Hvala lepa. Meni se zdi, da vsi tukaj vemo, da je bila narejena velika politična napaka. Prepričan sem, da se bodo te napake še naprej dogajale, hote ali ne hote. Ampak kar je tragično, pa to, da ni bilo odziva javnosti na to napako. V vsaki razviti demokraciji javnost kritično in glasno odreagira na takšne stvari. To je tisto, kar je tu res umanjkalo. Prebral bom pa kratek esejček o svobodi in bleferjih. To se je bolj zgodilo, kot pa naredilo. In sicer čisto neopazno, mimo grede, veselo, tako rekoč kot produkt židane volje, pripoveduje Felix Krull v romanu Thomasa Manna. To je roman izpovedi bleferja Felixa Krulla. Ko krade dragoceno šatuljo z nakito, vredno nasmeha? O tem sem prepričan. Na tem mestu me ne zanimata resnica in laž. S težavnim razlikovanjem med njima se je dovolj razbil glavo Leibniz. Zanima me vprašanje svobode. Stopam za bleferjem Felixom. Stvari, lastnina tu ne igra pomembne vloge, so mi na razpolago, če imam dovolj židane volje, da si jih prisvojim. To se zgodi takrat, ko ne zmorem ali nočem ločiti dogajanja od delovanja. Svoboda omogoča razpoložljivost stvari, ki si jih lahko prisvojim. Zbrati moram le dovolj veselja, da stvari mimo grede pohopsam. Če si jih zaželim
in mi nihče ne gleda pod prste. Ali pa mi gleda in se z menoj deli židano voljo. Nič drugače ni z ljudmi. Mimo grede se pripeti, da postanejo produkt prešernosti, ki se z njimi sladka in okorišča. Svoboda kot razpoložljivo sveta mi je urojena in je kot dih in zaznava bistvo moje bivanske izkušnje. V nezlomljivi predanosti in zvestobi biti ustvarja mavrični lok, da lahko do sveta sploh dostopam. Se mu čudim, če sem židane volje, mi svet dovoli, da ga nagovorim s pesmijo. Tudi nagovarjanje je polastitev posebne vrste, je delovanje brez dejanja, prosto po lavciji. Sem to, kar svet zrcali in zveni vame, kar se mi dotakne zvonjem kozmične simpatije. V obzorju brezmejne prezence me svoboda sleherni trenutek meri, umeri in umiri. Zato lahko pustim, da se nekaj bolj zgodi, kot naredi. Ne stvarem, ne ljudem, ne morem ničesar vzeti, lahko le občudujem potrpežljivost, s katero me starajo in medijo, me spremljajo in spreminjajo. Koga poškodujem, če uničujem stvari? Komu škodim, če z ljudmi gospodarim kot svinja z mehom? Škodim in poškodujem samo lastnemu udejanjanju, ki je vedno korak za svetom in korak pred dejanjem. Vse, kar storim, je dokončno, zaradi moje začasnosti. Zato, ker sem za časom, v luči svobode. Če je svoboda izbira med vsaj dvema možnostima, ne smem pozabiti, da je možnost izbire pred izbiro. Je ponudba, s katero me svet vabi k sebi. V poškodovanem svetu je izbira manjša. V opustošenem svetu izbire ni več. Namesto veselosti in židane volje, namesto brezmejne prostosti, kot je napisal Muren, bi me v takem svetu v oči gledali in se me dotikali samo neznosna brezbrižnost in enoličnost. Takšnega sveta si ne želim. Moje življenje zato ni boj za svobodo, ampak boj s svobodo. Če je ta osebna, z ničemer zamejena in sebična volja do obvladovanja sveta. Največja človeška zabloda, pravi Ema Kugler, hvala Bogu, bo prejela Prešernovo nagrado, je misel, torej ona pravi, največja človekova zabloda je misel, da je svoboden. Umetničina izjava zame ni zdrs v determinizem, ki bi bil v soočenju s kvantno nedoločljivostjo precej nerazumen, ampak obračun s človeškim napuhom. Kaj je bolj trapastega kot občutek, da sem krona stvarstva? Jaz se popolnoma strinjam s tem, kar je Milan rekel, glede seveda neustreznega odziva političnih krogov, če gledamo seveda razne izjave politikov, kažejo na neko neverjetno sprenevedanje. In seveda moram reči, da tudi, kar sem danes slišal od predsednika vlade, se mi zdi skrajno infantilno. On se postavlja v vlogo žrtve in na ta način opravičuje seveda hude posledice, ki so se zgodile. Tukaj bi morala biti z nami tudi kolegica, pesnica Meta Kušar, ki je pa zbolela in zato prosim kolegico Drago Potočnjak, da prebere nekaj njenih pesmi.
pesmico iz knjige Jaspis, napisane leta 2007. Srce. Ne sramujem se ognjevitega boja. Je res? A ti znaš videti snov, žerjavico v njej in sla, ki nadzoruje njeno tresenje. Zakaj napelješ vodo samo v svoje hrame? Svobodo samo v svoje verze? Srce, srce, boš na glas povedal, kaj misliš pod prsti? Da ni za vitrino, ker ni grški, rimski dreket za pincete znanosti. Srce, ki ga učenjaške srake ne vidijo. Srce, srce, še bančniki se čudijo kot otroci. Kje je plemič, ki pripoveduje, kar je slišal, ko je ljudstvo molilo za mizo? Srce, srce, luna žari v temni kot, da večna lučka zbledi. Tudi med enakimi ponižnost boli. Zakaj se nasmehneš, ko prostaški trebuhi odrinejo pravega človeka? Senca. Pod kratko senco vrbe se hladi. Prišel je, da bi preveril čas. Rojevali so se iz polžev in na lunini svetlobi se je blaznost poprijela. Takrat jim je prah na nogah naenkrat okamnel. Svoboda. Trdiš, da evolucija poganja življenje. Veseli ples, ki je le 5-krat po 10 ukazal. Prisegaš na strasti kot mnogi, na gorečo hišo, 1000 stopinj in več. Vročina zvije vsako snov, vse kitice in živce. Poglej v ognjišče, črna lisica spi. Ko jo zagledaš, se ti razširijo pljuča in zbudi oko. Vse, kar zleze iz vode, ima oči. Kar zleze iz pesmi, vznemiri podzemlje. Pesnica na srebrnih nakovalcih neopazno kuje tabernakelj. Za poveličano telo. Počasi ga kuje, ker ženski organi natančno vedo, kaj je svoboda in kaj 50 zakonov evolucije. Zaradi čarobnosti te pritiskam ob sliko, ki jo zastrupljajo, ne zaradi vzdihov in solz, ki jih ne morem več zadrževati. Ker so slavni izdajalci, so ljudje. Še danes so železne peči videti kakor hudič. Imajo njihovi prijatelji rogove, glineni kamini mi v lošču kažejo, kdo sem. Nikoli nisem pričakovala, da bi se zaradi sočutja izneveril Božjemu ukazu. Grdobije mi ne smejo narekovati življenja. Hvala, dragi Potočnjak in Metli, za njene pesmi. Zdaj bi pa rad povabil Andreja Rozmana Rozo, pesnika povsem drugačne intonacije, ki je zaznamoval pretekla desetletja svojo poezijo, svojimi angažmaji in je pravzaprav ustvaril izjemno visok in izviren model protestne poezije, ki stoji pesniško, obenem pa seveda nagovarja probleme, ki nas zadevajo. Tako da, Roza, midva se že dolgo poznava še iz gimnazije. Meni se zdaj pomemben prideti. Na srečo pa nimam nobene pesmi na to temo, ker se že majčkeno odvajam pisati, te protestne pesmi. Tako da nisem, še zdaj ne vem, kaj bom povedal točno, ampak mogoče povem eno pesem, ki je bila taka zelo osvobodilna davno, pred več kot 40 leti.
sem jo napisal zato, ker je, bi rekel, kot reakcijo na tisto, s čimer so nam težili v naši mladosti, ne. Danes se zdi mnogim groznak, če v kakšni osnovni šoli višjim razredom povem, imam dolg uvod spredaj, tega ni treba imeti, ker ste vsi že malo bolj izkušeni, a ne. Pesem ima pa naslov Krokodilček Miki. Krokodilček Miki škorenčke ima, ker na njih ne pazi, jih zmeraj bolj švedra. Ker škorenčki uničuje, ga mamica ne mara, huduje se na njega in ga takole kara. Od ti presneti Miki, usnjene škorne imaš, ne vem, kako da z njimi tako grdo ravnaš. Ti misliš, da so takili škorenčki za ston? A tole usnje nosil je včasih očka tvoj? Da ti si zdaj obut, je očka tvoj trpel? Življenje žrtvoval je, da ti bi škorne imel. Tedaj dojame Miki, da je grenak ta svet. Za vsako novo stvar na njem nekdo mora umreti. Zato ubije mamo, iz nje si skuha čorbo, iz kože pa se šije si novo šolsko torbo. Ja, danes je bolj grozen. Časi se spreminjajo, ampak jaz mislim, da je treba preko takih stvari v svobodo. Tisto, ne, ja, ne da bi mislil, da sem svoboden, ampak bi rekel, se pa trudimo biti, ne, osvobajani ves čas, ne. Pa še dve pesmi mi povedal, imamo to časa, ne. Ker jaz sem najprej razumel, da bomo ljubezenske pesmi. Ja, resno, da sem si rekel, eno samo imam, pa še tiste ne znam, plus sem imel danes, sem se hotel zlagati, sem imel eno blazno cirkus na cesti, sem hotel reči, da zamujam, zato so me policisti ustavili, ne, ampak ni bilo čisto tako, ne, pa še čeprav sem 5 minut zamudil, ker je res, še zdaj ne vem, ne, da ne živim v Švici, no. Skratka, ja, nikakor da zamudim, ja, zdaj že malo ne obkladam, ne, bom sem še dve pesmi povedal. Ena je Mleko, ne, taka otroška pesem Mleko, ne, meni veliko pomeni, pa marskomu marske drugega meni. Mleko. Ko iz tetrapaka v lonec priteče, mleko zasliši nekoga, ki reče: takole še malo, pa Mihec bo vstal, zato že kar zdajle mu skuhan kakav. Mleko od groze se skoraj sesiri. To ni mogoče, pri moji veri, da ob belino bom in ob okus, to pri moj duš je ostuda in gnus. A bolj ko jezi se nad tem, kaj bo z njim, močneje od spodaj ga greje vroč plin. Jaz da kakav bom nikdar nikoli, preveč sem ponosno, da to si dovolim. Je besno vzkipelo, iz lonca ven vstalo in belo in čisto se v svet je podalo. Do smrti bom mleko, nikoli kakav, je upilo, še ko smo ga brisali stav. Tretja ima pa naslov Na ramnici. Sem si zmeri predstavljal, da govori tudi o politiki, ampak ne, v tem kontekstu je pravzaprav pesem je simbolična, ne govori, ampak takole gre. Na ramnici. Na ramnici sta vrsto let bili prijateljski duet. Po dnevih hlače sta držali, po noči pa v predalu spali. Kar sta en dan ugotovili, da sta se vse dotlej motili, saj na tem svetu skoraj vedno je eno več kot drugo vredno. In ta, ki nosi levo stran, kjer najvažnejši je organ, naravnost čez srce poteka in je več vredna za človeka. Zato sta v borbi za prestiž, naenkrat si prišli navzkriž, ste stepli in se zavozlali, da nista več narazen znali. Nerazdružljivo prepleteni in jeznorito nastrojeni, naslednje jutro sta v tišini, pripeti skupaj po sredini, odšli na svojo zadnjo pot. In ko se vrnil je gospod, imel na hlačah je nov par, ki mu je mar le ena stvar, da skupaj hlače gor drži, da se gospod ne sramoti. Pojem protestništva in obenem vrhunske kantavtorske sinteze poezije in glasbe je bil od 70 let dalje
naš Jani Kovačič. Ne? Boš ti zdaj malo nesel. Imamo se pravi eno pesem, ki je zelo nova. Jo boste prvi slišali. Mislim pa, da je tudi zadnjič. Prilika o Janu Husu. Kot veste, zgodovina je polna takih dogodkov. In eden od njih je bil tudi z Janom Husom. Kadar carjove lev, kdo bi ga se ne bal. Kadar grmi z neba, kdo bi ne trepetal. Kadar spregovori Bog, kdo bi ga sploh čul. Kadar ujma pride, ne ubrani se nihče. Kadar zdravje gre, ne zadrži ga nihče. Kadar pride Bog, ne vidi ga nihče. Gospoda vrla, naj se vsak priduša. Res stanoviten je, ko vraga skuša. Bi princ kdo zagovarjal Jana Husa. Stoji, Konstanca mesto belo, opravila imperija je delo, ki 1000 let nazaj se je pričelo. Razpadla je vesoljna enovitost, zavladala nestrpnost in srditost, prevladala bila vsa plemenitost. Čim revnejši je človek, bolj poskuša, da jadnosti bi spričali poskusa. So dali na grmado Jana Husa. So papeži v boju za tiaro razcepili na koške vsako faro. Za cerkev se, tak s vojsko kot s prevaro. Konstanci zdaj bi se dogovorili in enega le papeža zvolili, ki pametno bi vladal sveti sili. Življenje to na blatna je mlakuža, za zlate je naprodaj vsaka duša. Ne sebe kaznovali, bodo Husa. Konstanci grofov kraljev, mine Cingerjev iz daljih krajev, nebroj kurb, Ciplajder Tolovajev, jih 1000 je skrbelo za zabavo, jih 800 jim pelo za njih slavo. Nad vsem oholo kardinalsko pravo, le kdo bi tu poslušal Jana Husa. V tem peklu političnega gnusa se končalo je z grmado Jana Husa. So z ljudstvi kardinali se spečali, na drvene cerkvene si talali, z vlačugami po noči se kurbali. Takrat se nam rodila je Evropa, kjer vsak na koncu le dobit zastopa. Baronom nebesega ledostropa zajahal je v Konstanci cesar Muša, saj koncilijski ga ne posluša. Kljub prisegi je pogubil Jana Husa. Šele zločin nam oblastnike zboga, le v tiraniji kaže se njih sloga. Pa je oblast jim dana je od Boga, odpušča Jezus in ne škopne papež, a vedno najde se kak tosti vampež, ki mu prisodi raj učeni gumpež. Beseda Biblije kot kljusa Prusa razlaga velikašev, svet je jusa, zato so obsodili Jana
Jana Husa. Jan Hus upom, da ne žalil bi Boga, obhajilo s kelihom odvezo da. Pred Bogom vsaj enakost naj velja, kreposti ne koristi so vrednote, prav rad popravil Hus bi svoje zmote, če se dokaže greh mu greh slepote. Resnica jej ni umorila Jana Husa, prestižen kar dinarska kapa Rusa, je na grmado dala Jana Husa. Svoj so se menili, so 30 let vojne povzročili, iz zlate Prage revo naredili. Če Bog orožje raje pač izbira, umorijo grozno ovce svoje tira. Zaman za stonca Jezusa lektira, reforme glava, duha pojmov suša. Heretik zdaj je komor marje duša, končal takoj bo poleg Jana Husa. Saj ko zločin navada nam postane, ni pravde več, pravice vse izdane. Ko stud presojo vodi, oblast nastane, se fasne sputi vdi vrtita, za apokalipso strašno vsem grozita, da le resnica bi ostala skrita. Ko modrih se besed več ne posluša, takrat se kocka s čustvi srda gnusa, zato gori grmada Jana Husa. Tema, kot ga zna Tomika, krivica krivoškod sta pomočnika, ob dobro se večina le spotika, še preden te obsodijo si kriv, čeprav nisi ničesar zagrešil. Ritual zahteva žrtev, da bo živ, ideologije in religije čuvajo bogatim privilegije, zato pa so zažgali Jana Husa. Hvala lepa, Jani, za to zgodbo iz starih časov. Zdaj bi pa rad povabil Dušana Šarotarja, pripovedovalca izjemne prefinjenosti, vertikale, ki sega od človeške duše do seveda najvišje svetlobe in obenem zgodovine. In tukaj bi posebej pač poudaril njegova romana Biljak pri Dobraju in zadnji roman Zvezdna karta, ki oba upesnjujeta in seveda priklicujeta nazaj v nas spomin tragedijo judovske skupnosti. Ja, nocoj sem se odzval takoj povabilo Borisa, zaupal sem mu, da je razlog in trenutek pravi. Jaz včasih pravim, da ko ne veš, moraš slediti tistemu, ki ga imaš rad, pa tudi če do roba, do svetlobe in še čez. Se pa me neko notranje vodilo, zakaj se, drugače sem, bom rekel, tih in bolj introvertiran in se držim po strani, ampak zakaj grem včasih na trg, ko me pokličejo. Namreč bojim se ljudi, ki govorijo besede in nimajo jezika. In spet se je pokazalo, da smo tu slušali besede, tople, lepe, zveneče, ampak jezika pa ni bilo. In smo spet pred tišino. In ta kratki sestavek je
z mislijo seveda na bodečo žico, ki upam, da bo dokončno pospravljena, in na tiste, ki so zdaj v mrazu v Ukrajini. V mraku, v temi temnih senc, le valovanje isker in sloki v cevi kandelabrov na drugem kraju jezera. Samo migotanje pada skozi bela okna, kot predih, ki pada na star, skrbno zloščen parket. Vse po malem škripa, nikomah se spušča po stopnicah, šklepeta zobmi, v hladu nove zvezne direktive o zahtevani najvišji sobni temperaturi. 19 stopinj. Zaželel si vročega je čaja, črnega, vendar hlad ima tukaj drugačno ime, kar iz pogovora v pritličju je razbral. Vse se ohlaja, tudi jezik, ki ne ogreje ga več niti oparek. Globlje, ko se spušča, več hodnikov, vrat, prehodov in vedno novih je stopnic. Neonska luč utripa v pralnici nad stroji, pesniki perejo umazano perilo, reče nikomah. Čistila za madeže, razkužila za infekte, mehčalci zvonjem silke, pomaranče in nebes. Besede, lepo zlogovani verzi, skrb in odgovornost do govorice, v ozadju pa zamolkel vonj vojne, odmev, ki se po vesoljnih strunah vrača. Ojačan, plava nad jezerom v megli, nič več razglašen. V internatu za pesnike in prevajalce pesnica sedi sredi skupinice prostovoljnih internirancev, v naročju na mestu knjige stiska svojega dojenčka v plišastem pajacu. Spi, negibno, prvič sanja v zavetju neznanega jezika. Jedrski reaktor v Zaporožju je izključen iz omrežja. Zdaj nikomah posluša, obsedi. Moj mož, moja mama, vsi moji so ostali tam. Čakajo zimo, da zamrzne blato, pade sneg, potem verjetno ogenj se ustavi. V Dnepru jezik se hladi, globoko zamrznjene uspavanke in žalostinke, kot ribe, raki, školjke v veletrgovini, se tihotapijo čez mejo. Hvala lepa, Dušan. Zdaj pa prosim Drago Potočnjak, ki jo poznamo v več vlogah, umetniška poliglotka, dramatičarka, igralka in med drugim seveda se je močno angažirala skozi leta za begunce. Kaj boš brala? Ne bomo o beguncih, ampak o enih takih najpobeglih angelih. Citat je iz, pravzaprav je to odlomek iz moje knjige Skrito povelje, zato ker se še eno leto in več sprašujem, koliko sončnih elektrarn je uspel gospod Krkovič prodati v imenu genija in tako naprej, gospoda Goloba v Srbiji. Tako da se mi zdi, da pravzaprav ne obstajajo naključja, da so stvari morda veliko bolj povezane, kot si lahko predstavljamo, in da nekje obstajajo neke zveze. Torej, citat je iz 18.5.2010. Ta monolog se je zgodil na inštitutu dr. Jožeta Pučnika, manevrska struktura narodne zaščite, MSNZ, projekt za Slovenijo, omizje Muzej novejše zgodovine. Jaz sem bil tak vojak, kot Miha reče, tak zagret frajer, in to piše v drugih karakteristikah, pač temperamenten fant. In užival sem, ko smo na Jasnici, pač vem, ko se tega spomnim.
pričeli v tistih letih, 80-ih poznih, naše oficirje šolati za uporabo prisilnih sredstev. Jaz sem to z vsem žarom izvajal. Pušk je bilo, kolikor hočeš. Miha se spomni, Brejc namreč, kaj hočem povedati. Kajti mene resnično politika ni zanimala. Jaz sem bil član Zveze komunistov, kajti notri nisem mogel biti brez tega. Ampak to je bil kadrovski kriterij. No, tam smo mi žgali s pendreki in lisicami in ne vem, s čim še vse. V naših načrtih te brigade je bil izbran intelektualni svet Slovenije, lahko rečem temu. Ampak uporabil bom to sem želel pravzaprav povedati, mislim, če mi lahko, to gre za fenomen, skozi katerega lahko dokazujemo nekatere druge stvari. Fenomen instrumentalizacije ljudi v sistemu, to je moja trditev, oziroma nek izraz, nek termin, sintagma, ki sem si jo sam izmislil, da bi ljudem razložil. Da jaz nočem se kregati, pa hočem samo to zadevo pogledati od blizu in jo bo zlahka razumeti. Jaz ne morem kritizirati sebe, pri sebi bom začel, ne morem kritizirati Miheta, ki je bil pripadnik te brigade in mnoge moje kolege. To je bila visoka raven, da ne rečem akademska raven ljudi prisotna. Ampak sistem je bil tak, da so ljudi instrumentalizirali, kajti bil je zakon, ki je uveljavljal splošno vojaško obveznost. Ti ljudje so bili posebno izbrani, posebna prioriteta razvrščanja v to brigado. In ko so bili v njej, ni se vsakemu predstavljalo dejanski načrt, dejanski namen te formacije, kajti ne predstavljam si, da bi kdo to sprejel. Imeli smo tudi načrt, kako in kam bomo evakuirali slovenske oporečnike. Mi smo v končni fazi, za aretacije so bili pooblaščeni šefi tajnih služb, po načrtih, ki sem jih jaz upravljal. Mi v končni fazi, za aretacije so bili, malo je težko tole sestaviti, so bili pooblaščeni šefi tajnih služb, po načrtih, ki sem jih jaz upravljal. Bom povedal, bile so ravne. Jaz sem bil v centru Udbe. Krkovičev monolog je dragocen, zdaj pa jaz govorim, je dragocen pričevalec naših prejšnjih in zdajšnjih časov. Asociacije, ki jih vzbuja, so neprijetne tudi v širšem družbenem in političnem kontekstu slovenske države. Vendar so v njem zabeležena pomembna dejstva, zato bi bilo škoda, če bi nanj pozabili. Gre za izpoved človeka, ki je služil v politični eliti prejšnjega in zdajšnjega sistema. V njem se kristalizira vzorec človeške nature, ki je sposobna enako pokorno služiti najrazličnejšim sistemom oblasti. Zame kot dramatičarko še posebej zanimiva psihologija, ki bi se ji v vsakdanjem življenju z največjim veseljem izognila. To zaradi Tonijeve zgodbe žal ni mogoče. Zato je učinek brigadirjevih besed še bolj boleč. Njegove poenostavljene razlage prejšnjih in zdajšnjih časov, ki iščejo razumevanja in odpustke za tisto, kar se mu zdi še naprej samoumevno, so zato neprepričljive, prozorne in absurdne. Instrumentalizacija, odvisnost, kratenje svobode mišljenja v imenu ideologije je vselej vezana trgovina, pri katerih se plačuje predvsem z materialnim v zameno za duhovno. Če se človek odloči, da se bo vdal sistemu, ki vlada, je to njegova lastna odločitev in popolnoma zavestno dejanje. Veliko dobrega pa v njej ne more biti. Podrejanje avtoriteti in ideologiji, predaja neodvisnosti je v resnici prodaja. Ponavadi je tisti, ki se je v socializmu pustil instrumentalizirati partiji v imenu koristi in ne v imenu vere v komunizem, v kapitalizmu postal goreč podpornik rimsko-katoliške cerkve in obiskovalec nedeljskih maš. In slej ali prej član ali goreč podpornik nove partije in partitokracije. Tistemu, ki za instrumentalizacijo ljudi vedno najde opravičilo, se zdi najbolj samoumevno za to kriviti določen sistem, čeprav je odgovornost vedno le osebna. Se mi zdi, da se da stvari vsem povezati. Zdaj bom pa prebrala
še eno pesem in pa bom končala. Od Vislave, od Nobelove nagrajenke Vislave Šimborske. Obglavljanje. Dekolte pride od dekolo. Dekolo pomeni prerežen vrat. Škotska kraljica Marija Stuart je prišla na šafot v primerni srajci. Srajca je bila dekoltirana in rdeča kakor krvotok. Ob istem času je v samotni dvorani angleška kraljica Elizabeta Tudor stala pri oknu v beli obleki. Obleki zmagovalno napeti do brade in s poškrobljeno nabornico na vrh. Mislili sta v en glas. Bog se me usmeji, jaz imam prav. Živeti je spotikati se. V nekaterih okoliščinah je sova Pekova hči. Tega ne bo nikoli konec. Tega je že konec. Kaj tu počnem? Tu je ni ničesar. Razlika v obleki. Da, te bodimo gotovi. Detajl je neupogljiv. Bi pa rad povabil kolega Igorja Divjaka, komparativista, kritika, esejista, ki ureja tudi sjajen portal Vrabec Anarhist, v katerem je tudi v teh 2 letih Janševe strahovlade objavil mnoge naše protestne pesmi, za kar se mu zahvaljujem in še posebej za pokončnost, ki jo je pokazal pri tem, ker je imel težav. Ja, hvala tebi, Boris, z veseljem sem te tudi snemal, ko si pred parlamentom bral znano pesem o pizdajalcih v parlamentu, ne zgleda, da so jih zamenjali drugi pizdajalci, nekateri so isti. Tako je, jaz sem predvsem kritik in urednik, tudi prevajam pesmi, ampak zaradi uredniškega dela že dolg nisem nič prevedel. Zadnje čase cjazam okoli pesmomat, tako da sem popotnik s pesmomatom, pa bi prebral v bistvu nekaj pesmi, ki so dali na pesmomat, so zelo preproste, vsi jih poznate, vem, da so se v šoli mučali s tem, ampak glede na to, da smo včeraj obhajali 100. obletnico rojstva Karla Destovnika Kajuha, sem tudi bil v Šoštarju na proslavi, ker smo tudi prebirali te pesmi, bi prebral recimo 2 Kajuhove pesmi. Pa niso nepovezane z imenom, ki jo nosi stranka, ki jo se je ravno kar odstavila z položaja. Svoboda ni neko ime, kot je rekel Dušan Šarotar, slišali smo veliko lepih besed, ampak jezika pa ni bilo. O besedi svoboda bi bo treba še razmišljati, da razumemo, kaj pomeni. Zelo z lepoto izgovarjamo. Meni so se tudi v osnovni šoli zdeli smešno, kaj nas matrajo s temi pesmimi, pa so se mi zdeli patetične, ampak če človek pomisli zares, so krvavo resnične bile tiste dni. Bosa pojdiva. Bosa pojdiva, dekle obsorej, bosa pojdiva prek zemlje trpeče, sredi razsarjanih češnjevih vej, sežem ti nežno v dlaniku prneče. Beli so češnje cvetovi, temni, pretemni so talcev grobovi. Kakor ponosni galebi nad vodo, taki so pali za našo svobodo. Bosa pojdiva, dekle obsorej, bosa pojdiva med bele cvetove, v krilo nalomiva češnjevih vej, da jih poneseš na talcev grobove. Potem ta je bila še posebej tako, to so nas indoktrinirali, ampak Kajuhu se je to zgodilo zares, pa še marsikomu drugemu. Materi padlega partizana. Takrat, ko je prvič ročice razprl, takrat si v radosti plašno strepetala. Samo da mi ne bi umrl. Takrat, ko na prsih je tvojih še spal, takrat si mu nežno v solzah šepetala. Glej, kmalu iz tebe cel fant bo postal. Postal je tak fant, da bi gore premikal, nikdar se ni klicu svobode izmikal. Tako si mu segla posledič roko in v tebi je tlelo, da, vrnil se bo. Zdaj veter raznaša besede njegove, prisluhni na tanko, da čuješ glasove. Lepo je, veš mama, lepo je živeti, toda za kar sem umrl,
bi hotel še enkrat umreti. No, ministrici Bobnarjevi se ni zgodilo nič hudega, ampak tudi jaz sem ponosen, da se je postavila zase in za svobodo. Hvala lepa, Igor. A je tukaj Marko Golje? Oprosti, mislim, kažem po sili te vloge moderatorske hrbet, pa evo, izvoli. Hvala lepa. Marka poznamo vsi kot pisatelja in kot novinarja in seveda gre za človeka z redkim občutkom za etiko. Izvoli. Hvala. Spoštovane in cenjeni, lepo vas pozdravljam. Borisu, hvala za povabilo. Društvo slovenskih pisateljev, hvala za to, da so pripravili današnji večer. Žal pri organizaciji tega večera ne sodeluje Slovenski center PEN. Zakaj sem sprejel to povabilo? Iz dveh razlogov. Najprej, da izrazimo spoštovanje do vas, Tanja Bobnar, za vaše delovanje v minulem obdobju in tudi za vašo držo danes. To je eno. Hvala. Drugo. Vabilo sem sprejel tudi to, da izrazim nelagodje, oziroma da povem, da je narobe to dejanje Roberta Goloba. V včerajšnji izjavi za neka poročila na televiziji je dejal, imam večino, v redu je v poslanski skupini, v redu je v parlamentu, v redu je v vladi, skrat vse je nekako pod kontrolo. V tem trenutku je povsem spregledal, kaj je vloga in soodgovornost politike. Odgovornost politike je za polis, za družbo v najširšem pomenu besede. Tako kot je spodrsnil on, je mogoče tudi spodrsna, kot je rekel kolega Dekleva, tudi slovenska javnost. Spomnika Hribar je nekoliko pojasnila, zakaj ta zdrs, ampak tisto, kar je pomembno, da smo se tukaj zbrali, da mu sporočamo, da je to, kar je naredil, da je narobe. V tistem najbolj globljem pomenu besede. Prebral vam bom odlomek iz kratke zgodbe Žrtvice in žrtve. Ta zgodba se dogaja v nekoliko distopični prihodnosti. Vlada, verjetno Republike Slovenije, poskuša reševati stanovanjski problem mladih družin tako, da sili starejše občane, občanke v odkup, v prodajo svojih stanovanj. Antijunakinja zgodbe je starejša ženska, mogoče stara 80-90 let, pisatelj je bil mogoče malo površen in ni napisal, koliko je pač ta gospa stara. In ta gospa, ta ženska se je odtujila od svojega sina in posredno tudi od svojega vnukov. Zdaj, ko je v stiski, se spomni vnukov in se po telefonu pogovarja z enim izmed njih. Dodala je, strah me je. Na drugi strani je bila za trenutek tišina. V tistem trenutku je morda pomislila, kakšna stara koza je, da svojimi skrbmi obremenjuje vnuka, ki ga ni videla že leta. Koliko je star? Poskušala je nekako izračunati, poskušala se je spomniti, kaj bi v njem, da je igral računalniške igre, še prej ne je povedal prvo daljšo besedo, da ni bil pri njim v šoli, to ja, toda koliko je star? Tega ga ni mogla vprašati. Česa te je strah? Povedala mu je. O nameri vlade je vedel vse. Ne, poročil državne televizije ne gleda, to da so še drugi viri informacij. V njegovem odgovoru je zaslutila nasmešek. Se je nasmehnil njej. Pozneje je imela občutek, da je dosti govorila, in da bi mi lahko pripovedovala tudi o tisti noči, ko njega še ni bilo na svetu, še njegovega očeta ne. In on, občutek je imela, da jo je ves čas poslušal. Tudi zato jo je mučilo vprašanje, zakaj je pustila, da bi jo sin tako drinil v svoje družine. Jo je kaznoval, ker je prepozno izvedel premalo o svojem očetu. Tudi zakaj se je pustila odriniti zamrljivemu sinu, zakaj je pustila, da jo izbriše svojo bolečino. Vnuk je bil tam nekje daleč in hkrati ob njej. Ko je izčrpano molknila, je rekel pomirjujoče besede. Vse bo v redu. Nato je izrekel še ena beseda. Upor. Upor? Je previdno ponovila. Veš, nekoč sem se tudi jaz uprla. Čez nekaj trenutkov je njej verno vprašal. Ja?
Ali pa je samo globoko vdihnil in je ona slišala, kar je želela slišati. Ne je bilo eno ali drugo, dokler ni odložil, je bil tam nekje. Leta 1941 sem hodila v šolo Košulinka. Je spet slišala, ja, bile so stroge, tako stroge. Za vsako stvar si jih dobil šibo po prstih. Po zunanji strani rok, da je bolj bolelo, se je zvil iz njih spomin. Med nunami je bila še ena, še posebej, iskala besedo, z spuščenimi vekami se je pojavila beseda grozna, hudičeva, vendar je nadaljevala bolj previdno. Je bila ena posebej huda. Huda? Pogosto nas je šiva. In predne prvič zamahnila, je čez obraz šinil nasmešek, neopazen in vendar. Sestra Ignacija. In ona nas je silila, da smo delale žrtvice. Aha, žrtvice. Vsaka si je morala narediti škatlico in vani smo dali žrtvice. Aha. Če si šel po mestu in si pogledal stran od izložbe, je bila to žrtvica. Če si dala kamenček v čevelj in je bila zato hoja neprijetna, je bila to žrtvica. In žrtvice si zbirala v škatlici. Nekega dne me je sestra Ignacija vprašala, koliko žrtvic imaš, ne priprava. In kaj si rekla? Koliko si jih imela? Se iz daljave zaslišal prebojeni glas. Kaj sem rekla? Rekla sem, 45 žrtvic imam. 45 žrtvic si imela, mater, uboga babi. Ne, poslušaj. A rekla si mi, da sem imela 45 žrtvic. To da, zdaj je zaslutil. In koliko si jih imela v resnici? Nobene, se je nasmihnila. Nobene, je rekel glasno, kot bi sedel od njej. Ob njegovem opijemu je ustrpetala. Hvala lepa, Marko. Zdaj bi pa še enkrat povabil Spomenko Hribar. Pustite, da se še enkrat oglašam. Zdaj mi je prišlo na misel, da to, kar je naredil Golob, premier, ima vpliv tudi na samo oznako stranke. To ni več stranka Svobodna. To je se je izkazalo, da je stranka samovolje, ki se je potencirala nadutost, pragmatično koristnost in to je to. In to je največja, bom rekla, huda posledica, ki se ne bo ta stranka zlepala ali pa nikoli več rešila. Hvala lepa. Hvala lepa, Spomenka, popolnoma se strinjam in mislim, tudi vsi mi. Bi rad povabil k besedi tudi kolegico Mileno Blažič, izjemno senzibilno literarno zgodovinarko na različnih področjih, od mladinske književnosti do seveda ženskih študij, angažirano intelektualko, ki je bistveno prispevala tudi temu današnjemu srečanju. Se morda strano. Ne razum sveti. Spoštovani, tako kot je kolega Boris povedal, poučil mladinsko književnost celo življenje, sem razmišljala, kaj ne izbere ena profesorica književnosti, če njeni najljubši avtori sedijo pred njo. A ne vam povem Svetlanino pravljico, kako se je opica spremenila in se je opica šla pritožiti Darwinu in je rekla, 300 Darwinov, kaj si iz mene naredil? Človeka, ki povzroča vojne, groze in tako naprej. Ali naj povem Borisa, ki smo ga občudovali že kot študenti, profesorja Pirjevca, ki pravi, otroci so očarani, odrasli razočarani. Smo razočarani. Ali ne povem koračnico
od Andreja Rozmana Roze, Dolgo, 4 besede, vojaki in voščitki korenjakajo. Ali naj se povežem s plemenitim sporočilom Jana Husa, v tem sem pa rekla, bom povedala antipravljico, ker kvarim pravljice. Namreč tak tip junakinje, kot je Tatjana, s katero sva prijateljici, ker bere, in imava klub Sestre Grimm, malo za hit, malo za res. In v bistvu ta tip junakinje obstaja v pravljičnem indeksu mednarodno sprejetem, imenuje se ATO 514 in ATO 884. To je motiv Antigone, Ivane Orlanske, Alenčice Gregčeve sestrice in tako naprej. To je tudi motiv Jana Husa. Če pa poskušam duhovičiti, preden grem na antipravljico, bi rekla, to je spopad kiklopov oziroma arhetipov in stereotipov. Zdaj je pa pravljica, antipravljica. Jo bom malo skrajšala, vi pa razmišljajte, kako bi dali naslov. Nekoč sta živela kralj in kraljica in sta si želela imeti sina. Rodila se jih hčerka. Oblačili so jo kot Vasilija Vasiljeviča, ne kot Vasilisa Vasiljevna. Potem so jo učili viteških veščin. Hodila je loviti, se je družila z samimi moškimi in tako naprej. Nekega dne, ko je še bilo dekle, veliko, jo sreča kraljevič sosednjega kraljestva in v srce začne utripati. A se je zaljubil moškega, a se je zaljubil žensko, na kar mu svetovalec reče, to ni Vasilij Vasiljevič, ampak je Vasilisa Vasiljevna. Dajte vprašajte čarovnico, kako bi odkrili, a je Vasilisa, a je Vasilij. No in gre k čarovnici, malo skrajšala. In čarovnica reče, povabi jo, povabi ga na lov, na viteške igre in zvečer postrezi meč in vezenino. In če bo prijel meč, je Vasilij. Če bo prijela vezenina, je Vasilisa. Tako je naredil, malo preskočim in zvečer je res prijela veselino. Njem srce začne utripati, je Vasilisa, ženska. Vzame meč, je deklica vojak in preseka veselino in reče, tak kralj pa take ženske bedari. Drugi preizkus. Gre ponovno vpraša čarovnica. Kaj naj naredi? Pa je rekla, spet povabi ga ali povabi jo na lov viteške igre, zvečer pa ponudi proseno kašico. V kašico nasuj biserčko. Nas je tukaj toliko kot biserov, a ne, da redki pa dragoceni. No in on to naredi. Cel dan lov, zvečer viteške igre, zvečer pa postreže z večerjo. Čarovnica je rekla, če bo spravljala biserčke pod jezik, je ženska. Če bo pljunila, je pa moški. In ona začne spravljati bisere in v srce začne utripati za deklico vojaka. Potem pa vse izpljune in ona reče, kaj je moški? Spet ni vedel. Tretja in zadnja preizkušnja. Povabi spet na lov, pa na viteške igre, zvečer se pa pojdita kopat. In res, lov, viteške igre in se zvečer gresta kopat. Kralj se obrne in se začne odpenjati. Ta čas se ona odpela, skopala in ko se on obrne, jo vidi.
te zanima, kdo sem, vprašaj. Če te zanima, čigava sem, sama svoja. Sjajna pravljica, absolutno. Osupljiva. Hvala lepa. Jaz bi rad prebral pismo, ki ga je poslala kolegica Svetlana Slapšak, ki se nam ne more pridružiti in me prosila, da ga preberem. Nehali smo plesati takoj, ko se je zaslišala prva nepopravljivo napačna nota, razrešitev ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar. Če bi mi kdo kdaj rekel, da bom podpisala peticijo v korist ministrice za notranje zadeve, ne bi verjela. Toda zaupanje v Tatjano Bobnar izhaja iz preprostih dokazov njene učinkovitosti na položaju, ki ga je zasedala. Podira bodečo žico, kot je obljubila, kaznuje policijsko nasilje v zadnjih 2 letih, spreminja odnos do beguncev, vrača krivične kazni, zamenjuje in čisti krivce. In tako je v kratkem času postala popularna, ker dela tisto, kar je vlada obljubila. Zakaj se tisti, ki so bili žrtve policijskega nasilja, zavzemajo za njo in v tem nasprotujejo vladi? Ker hočejo tisto, kar se zdi nemogoče. Funkcionalno policijo, namenjeno varovanju človeških življenj, ki ima za pravilo ravnanja človečnost, tudi če krši pravila. Takšna policija je v današnjem svetu prava redkost, če sploh obstaja. In zdi se nam, da zmoremo, da si to zaslužimo in da nam ekskluzivnost dobro pristoji. Simpatije do ministrice, ki si je pridobila izhodiščno zaupanje, kažejo, kako nesmiselna je strankarska pripadnost, ko gre za dobrobit ljudi in to ne le državljanov. Končno je vse vprašanje časa. Ministru za zdravje jaz ne bi dala več časa, saj mu v pol leta stanja ni uspelo izboljšati. Ministrica, ki jo je vlada razrešila po volji predsednika vlade, je v tem času dosegla toliko, da verjamemo, da bi v danem mandatu naredila še veliko več. Morda bo njen naslednik še boljši. V spominu in za zgodovino pa ostaja tista peticija, ki kaže, da je politika v korist ljudstva možna, da jo je ljudstvo ovrednotilo in sprejelo, ter da je imel pri tem na obeh straneh razum veliko vlogo. Tako, to je bila Svetlana Slapšak, ki se jaz tudi zahvaljujem. Zahvaljujem se tudi kolegu Božidarju Flajšmanu, ki snema to naše današnje srečanje, ki bo na to dostopno tudi na spletu in je zelo dobro, da bo naše srečanje na ta način dokumentirano, ker sem prepričan, da bo obstalo v spominu kot dejanje solidarnosti z osebo, osebnostjo, ki ima dostojanstvo in je globinsko spodobna. In za to gre, da zaživimo normalno človeško življenje, neko čudežno, normalno življenje in da je to življenje spodobno. In to možnost podobnosti, po kateri smo prehneli in se zanjo borili nedaleč od tod na Trgu Republike, 2 leti, vsak petek in ob mnogih drugih priložnostih, je žal ta popolnoma nepotrebna in nesrečna, krivična gesta predsednika vlade pomendrala. Žal
z oportunističnim sodelovanjem mnogih drugih politokratov. Evo, jaz bom prebral, mislim, da 3 pesmi in potem pa vas prosim, če bi kdo drug rad še kaj povedal. Tukaj bi rad povabil še posebej Svetlano Vasovič in kolega Igorja, da pač mogoče povesta kaj. Bosta. Evo, potem pa bom jaz počakal, pa bom pesmi mogoče prihranil za konec. Ne? Evo, to je... O družinskih razprtijah na to temo. Novinar Igor Mekina, ki je eden izmed najbolj lucidnih in prodornih novinarjev dolgo vrsto let in je tudi afero z našo ministrico za notranje zadeve sjajno analiziral na portalu Insider. Ja. No pač, dosti kilometrine imamo Svetlana. Bili smo pred nekaj desetletji, da smo začeli to pot novinarsko in takrat vem, da smo začeli poročati recimo z Kosova, kaj se tam dogaja. Bili na strani kosovskih Albancev, seveda, ki so imeli velike težave. Ampak zmeraj smo bili na napačni strani. Takrat, ko smo to počeli, je bil še socializem in se o tem ni smelo poročati. Potem kasneje smo imeli osamosvojitev, pa smo branili oficirje JLA zopet na napačni strani. To se zopet ni smelo delati. Pa prvi smo poročali takrat o izbrisanih, zopet, ko smo bili v redakciji, so mi rekli, gledaj, to so sovražniki, to se zdaj ne dela. In tako naprej. V glavnem, veliko krat smo bili na napačni strani in zato še zdaj delamo na nekem manjšem portalu, ki se mu reče Insider.com, ampak tudi tam poskušamo zopet iskati vrzeli v tem našem poročanju, v teh naših velikih medijih, v katerih sem tudi jaz delal, vem, po kakšni logiki delujejo in vem, ki so njihove sive lise in o čem ne poročajo. Ker pač urednik, ko sija, veste, veš, kaj moraš delati in kako moraš poročati, ker če poročaš napačno, te tam več na tistem mestu ni. Tako deluje pač demokracija danes. In cenzura deluje na drugačen način kot socializmu. Doživel sem pa eno in drugo. Se pravi, imel sem v rokah papir, ker je pisalo pač vaš časopis prepovedan, končal v celulozni kaši in tako naprej. In pa tudi to novodobno cenzuro. In bojim se, da pač to, kar se je dogajalo tudi z gospod Tatjana Bogmar, ki je pokazala veliko človeškega poguma in v bistvu bi morala biti za to, kar je naredila, ne kaznovana, ampak nagrajena in spoštovana. Zato, ker je dejansko postavila meje in se sklicevala na zakone in bila pravzaprav tisto, kar je temelj ene pravne države, žal se je zgodila zopet krivica. Tako da, ker pa smo že tako bili odkriti, pa ste neka pisma brali, smo prebrali recimo, takole je pravila moja, bom tudi jaz odkrit, z mamo smo imeli dialog, z mamo, ki se mi rada podpiše spodaj pod moje tekste, jaz sem napisal pač komentar, na Insiderju lahko berete, pač v obrambo Tatjani Bogmar, kjer sicer drugače nisem poznal nikoli videl, moj brat meni, da je z njo veliko komuniciral, ampak prav je kole. Moja mama je sicer tako zelo ognjevita, protestniško gibanje podpirala in tako naprej, ampak v tem primeru se je zimo odločila za Goloba, kot boste videli. Halo, vladavina norcev, nesramno si primerjal našega predsednika vlade z Janšo, bil si nesramno kritičen in niti ne pomisliš, kako se mora ta vlada boriti proti janšistom, ki so postavljeni v vsaki luknji in redno torpedirajo sedanjo vlado, ki pa jo še vedno ljudje podpirajo. Prepir je Bogmarjeva prvo vrgla v javnost in je naredila afero, samo Golobu ne seže niti do gležnjev, je preveč inteligenten in hoče vse spremeniti, kar je Janoš uničil. Jutri bo povedal svoje v parlamentu in boš videl, da ima prav, ker ima cilj napredka države. On dela, kot je delal v podjetju, povsod so bili inšpektorji, ki so čuvali denarne posle, zato je imel dobiček in jih je mnogo ujel. Evropsko v politiki sedaj hoče imeti ljudi,
ki jim bo lahko zaupal, ostale bo odvrgel, prav ima, cilj pa ni diktatura, cilj je red v skupnem delu ministrov. No, malo si se razmeden, ampak mislim, da ste uveli pojanto. Ljuziš in nekaj pisati svoje komentarje, direktno pod naše tvite, zgleda, kot da nam sami sebi skačemo v usta. Prodaj to obrambo Borutu, če lahko. Tudi v mladini so bili kritični, tako se ne dela. Jaz sem za njega glasoval, ampak tam, ko ga bo sral, ne bom tiho. Jaz nikomor nisem nič dolžen. Nista me kupila ne Janša, ne Kučan in ne Golob. Tega se ne da reči niti za mladino in necenzurirano. Danes sem po mrazu 6 ur nosil pice in hamburgerje drugim zato, da lahko svobodno pišem. Ti in Juri mi bosta pa solila pamet. V Juri si upal poslati pismo na moj račun, ti si nas nekaj razslediti po prvem komentarju, ki je kritičen do tvojega novega idola, Golobčka, ki ti je nadomestil Kučana. Sramota. Prava vernica si, ne razlikuješ se od janšistov. To je bil pač naš družinski prepir, končal se je potem danes z odstopom ene druge izjavo in tako naprej. Take stvari se dogajajo tudi v družinah. Ne glede na to, jaz imam svojo mamo še vedno rad, včasih pač je kje prekratka, zgreši, ampak hočem reči, ja, ta zadeva zgleda z Golobom je tudi globje zarezala, vse nas se mi zdi, kot bi si radi ta trenutek pač priznali. In smo mnogi razočarani nad tem, kar se je zgodilo. Čeprav smo v srcu dobro mislili in si želeli, da bi pač ta zadeva in ta naša država šla naprej. Tako da jaz pa, glede na to, da smo pač velikokrat vsi bili na napačni strani, zdaj se mogoče zdi, da ste na napačni strani in da je nekdo zgubil zaupanje vas, ampak Golob je zgubil naše zaupanje in vi ste bili na pravi strani. Na pravi strani zgodili. Lepa, drugi v Mekini. Pitno je, da se strinjamo, absolutno s tem. No, zdaj mi pa dovolite, da preberem najprej nekaj, kar se navezuje tudi na to, kar je prej Dušan bral v zvezi z Ukrajino. To je pesem, ki sem jo pred dnevi napisal o bombardiranju Odese, mesta, kamor sem vse življenje hotel iti. In kaj zdaj? Le moja pesem hodi po čarobnih ulicah Odese. Nikoli ne bom hodil po čarobnih ulicah Odese, pa so zjala po izložbah in razkošnem snu oltarjev, vstopal skozi ozko dver umite judovskih zlatarjev, se spuščal k morju po stopnišču pravljice, k dnu, ki se trese, v čas pred rojstvom, ko sem se učil korake za vse plese in jih pozabil, da sem pozabil maternico spomina, na smrt obsojen šepetati, šepati resnico. Nikoli ne bom hodil po čarobnih ulicah Odese. Zamudil sem. Doslej bi idiot lahko 916-krat dopotoval do mesta in vstopil skozi nešteta vrata, tako pa nikdar ne bom hodil po čarobnih ulicah Odese. Pravkar sem slišal breaking news, da bombardirajo Odeso. Umirajo dojenčki, večne hiše, čutim z vsem telesom. Nikoli ne bom hodil po čarobnih ulicah Odese. Te pesmi nisem nameraval brati, ker sem jo med protesti tolikokrat. Svoboda je glagol, ampak v tem trenutku, ko je predsednik stranke Svoboda, ki je veliko profitirala na našem tveganju, na naših protestih, tudi seveda na tem, da smo bili mnogi izpostavljeni
nasilju, tako kot Roza denimo. In te zadeve je ministrica Tatjana Bobnar sprožila in naredila vse, kar je bilo v njenih močeh, da se to razreši. Zato bom pač ponovno prebral to pesem. Seveda je problem takih velikih besed, kot je svoboda, če pride do inflacije njihove uporabe. In seveda, če pride do neke zlagane, manipulativne uporabe, kako potem to pesniško urediti. Kdaj se pesem osvobodi tega? Moto je ljubezen je glagol, Monika Vampanova. Svoboda ni slaven spomin spomenika, svoboda ni prazna beseda politika, svoboda ni pika, ne pikar klicaj zakonika, svoboda ni mrtev pomen samostalnika v slovarju slovenskega knjižnega jezika, svoboda je živa kri, krilo, razkriljenost krika. Svoboda ni bunker iz tone betona, svoboda ni drek iz nesmrtnega brona, svoboda ni beg, iluzija balona, svoboda je manj in je več od zakona, svoboda je nič in svoboda je krona. Svoboda se smeje, spreminja in sanja, svoboda je zdanja in zmeraj brez zdanja, svoboda je dih in je zrak, ki ohranja dejanje močnejše od zla razdejanja. Svoboda ni nespremenljiva postava, svobode nam ne zagotavlja država. Svoboda je dražja, svoboda je drža. Svoboda ni znana, neznanska pot je tu pred pragom. Svoboda je glas, na smrt ranjen in gol. Svoboda je glagol, svoboda je glagol. Zdaj bi pa rad prebral tudi pesem, pri kateri bi rad se zahvalil ministrici Tatjani Bobnar, da jo je prebrala na interpelaciji. Kot prva ministrica Golobove vlade jo je desničarska opozicija obtožila tega, da odpira vrata nepridipravom tujcem, ki bojo uničili Slovenijo z rušenjem ograj, bodečih in žiletnih žic, kar je seveda civilizacijsko dejanje. In to mi veliko pomeni, da ste to naredili. Vi prebrali to pesem. Izvolite. Le zakaj so šli od doma? Bolje bi bilo ostati. Le kako naj hčerka hroma trka po zaprtih vratih, prečka meje pred soldati, ki jih ne razume gluha. Hočejo le košček kruha, onstran te ledene vode, kjer jih čaka kralj svobode. In močnejši so od dvoma, z vedrim vetrom v podplatih, stran od revščine, ječ zloma. A zakaj je bleda mati morala vodiču dati šob denarja? Topla juha se na zvezdni peči kuha, tam nad snom ledene vode, kjer jih čaka kralj svobode. Na meji piše: stop, nikamor. Reko brede trudna mati, nese hčerko štupa ramo. Varna bo med tremi brati, vsa družina pa bo hkrati našla pot, prihodnost skupaj. Tihotapijo dlan upa, tam po spolzkih skalah vode, kjer jih čaka kralj svobode. Na poti v Slovenijo smrt ugrabi deklico.
Na rečnem dnu jo najdejo, to se ne bi pripetilo prosilcem milostnih azilov, ker bi jih mejni policaj Hrvatom brž poslal nazaj. Daleč stran od mrzle vode, kodr vlada kralj svobode. Zato Slovenija ni kriva, da begunka ni več živa, saj Slovenija ne krati mladoletnim tujkam spati v ledeni krsti vode, kodr vlada kralj svobode. Hvala lepa. Moram reči, eno izmed najpomembnejših branj mojih pesmi in tukaj seveda vidim, da je ta pesem imela svoj smisel. Imela je svoj smisel. Hvala. Evo, bi še kdo rad kaj povedal? Igor Vidmar. Jani bo absolutno. Jaz bi se zahvalil Borisu, da je tole organiziral. Vsem vam, da Borisa malo razbremenimo, koncu, kaj ne da. Hvala vsem, ki ste prišli. Ampak bi pa jaz nekaj sem rekel. Mogoče za konec naša, bi rekel, ne moramo reči slavljenka. Žrta pa tudi fajn. Ne, nisem žrtev. Jaz moram reči, da se res zahvaljujem, veliko čast mi je, ne zaslužim si te časti. Spomnim se, pravzaprav, torej prejšnji teden sem imela eno zelo posebno nalogo, pomembno nalogo pravzaprav za Slovenijo, ker sem v Bruslu glasovala za vstop Hrvaške v šengenski pravni red. In ko sem se vračala ob vsej tej zadevi domov, mi je na letališču kolegica rekla, poglej, kdo te hvali. In jaz pogledam in piše Žan Mahnič. In to mi je bilo, mislim, že zdaj imam tujo polt, ker ima pač midva posebno zgodbo, tam iz februarja 2020, ko niso pravzaprav mogli razumeti, kako jim lahko postavim mejo in jim ne dam tistega, po kar so pravzaprav prišli, če pa je bilo popolnoma jasno, da čez nekaj dni bo v bistvu vse njihovo. Ampak sem se takrat odločila za to, kar je prav in kar je pravo, ker v to verjamem. In če tudi sem potem 2 leti razmišljala o Foucaultu in njegovi ideji, kjer je oblasti opor, in sva ravno s kolegom Lindavom v Tacnu vsak petek težko čakala mladino in smo jo razporedili tam po pisarniških mizah kot znamenje upora, samo zato, da so kdorkoli je prišel tja v to pisarno in pač videl celo zbirko mladine. In vsi smo komaj čakali pravzaprav, da pride svoboda. In ko sva februarja letošnjem letu, oziroma že decembra, pričala pred to parlamentarno komisijo, je bila to v bistvu edina možnost, da sva midva lahko spregovorila o tem, kar se dogaja. Zelo velikokrat me je bilo kot poznavalki, zelo dobri poznavalki, si lahko rečem, torej policijskega prava, zelo sram, ko sem gledala sramoto. In zato sem bila zelo, bom rekla, zadovoljna, pravzaprav, ko sem jo v Sazuju to knjigo dobila, tisto veliko knjigo Sramota, in sem jo imela v pisarni na Ministrstvu za notranje zadeve ob svoji konferenčni mizi, kjer smo imeli pač sestanke, razprto tam, kjer so bili bralci ustave. Zato, ker tam na tisti sliki, tista slika je bila tako simbolična, v tem smislu, in vsak je prišel k meni na sestanek in veliko jih je bilo, in vsak me je vprašal, kaj imam to, in sem rekla, to je nekaj, kar se ne sme nikoli več zgoditi. Bila je, torej, zagotovo imam to, ta sistem, nosim v svojem srcu, ampak tam je bila na eni strani slike sila, neprebojna, neprebojna, in na drugi strani 2, ki sta brali ustavo. To nesorazmerje, in ta simbolika
je v bistvu mi dala ves čas v teh zadnje pol leta energijo, da naredim vse, kar je v moji moči, kar poznam, kar vem, kar znam, kar sem, da se to nikoli več ne ponovi. In to sem dejansko delala in zato živela v bistvu res 24 ur na dan. Naredili smo nadzor, ki je, kot ga še v zgodovini te inštitucije ni bilo, in ugotovili seveda torej nezakonitosti, nesorazmernosti in stvari, in ki se pač ne bi smele dogajati. In dana mi je bila možnost, da sem pripravila, lahko, da smo pripravili tudi spremembo zakona, da nikoli več ne bo Ljubljana ali pa katerokoli mesto v Sloveniji zaplinjeno na ta način, ko pravzaprav sploh niso vedeli, kakšno mešanico delajo vode, plina, samo da se je pač to mešalo. In da se napiše, da v bistvu jasno, čeprav se mi je zdelo, da v 21. stoletju to res ni več potrebno, da torej politika v štabu, ko policija opravlja svoje naloge, ne glede zakaj in kako, nima kaj iskati. Skratka, to sem čutila kot pač nek doprinos, ki ga lahko dam tej skupnosti. Zato, ker sem se tako dobro zapomnila na enem srečanju AFŽ-ja, ko je Kosova rekla, ni dovolj, da si dober mož, pa dober oče, pa dober brat, pa ne vem, stric, pa ne vem kaj še vse, moraš biti dober do skupnosti. In jaz sem v to res verjela. Tako da, če je kdo pričakoval od mene, da bom bila jaz sposobna pozabiti na to, kar je prav in kar je pravo, zato, da bi si ohranila neko pozicijo, se je pa celo zmotil. Ker to, kar sem pravzaprav midva s kolegom Lindavom doživljala zadnje 2 leti, je bilo pričakovano na nek način od naju. Sedaj. To je ena stran. In druga stvar, ki bi jo želela izpostaviti, prej smo poslušali spoštovano Spomenko Hribar glede tega nesrečnega, kakorkoli bi človek rekel, pridevnika varovanja. To je približno tako, ne bom sploh več razlagala, ker je bilo toliko o tem že povedano. To je približno tako, kot je zdravnik odgovoren za zdravje. Ampak zdravnik ne ve, kaj pacient dela, kaj se z njim dogaja, kaj mu dajajo kakšna zdravila mu dajajo, kakšen tretma, zato ker ga pač zdravi medicinska sestra, recimo, a ne? In če ta medicinska sestra kaj narobe naredi, bo to preverjala tajnica. Tak način približno to poteka. Torej, še enkrat res hvala lepa, v neizmerno čast mi je, da sem lahko danes tukaj z vami, da sem poslušala te vaše misli, te vaše ideje. Nisem članica Svobode, zato ker pač svojih svobodnih idej ne dam. Sem pa povedala v priliki to misel od Lao Tzuja, in sicer vladar, ki ne zaupa svojim ljudem, takemu vladarju tudi ljudje ne zaupajo. Hvala lepa. Sedaj vabimo še na razgovor, tamle je nekaj vina, nekaj piškotov, da bo lažje šlo. Da bo lažje steklo. Da se zdaj pa lahko še pogovorimo in zahvaljujem se vsem vam, zlasti Borisu, ker ste videli, da jaz sem tehničen.